ki ga organizira Univerza v Ljubljani. Zdaj na vrsti je okrogla miza, na kateri bomo pogledali, kako lahko sobivata kmetijstvo in biodiverziteta. Preden, lahko rečem, zagrizemo v to temo, pa mi je v veselje, da lahko med nami pozdravimo profesorico doktorico Majo Klun, prorektorico za področje prenosa znanja, digitalizacije in trajnostnega razvoja na Univerzi v Ljubljani, pa bi vas prosila za nekaj uvodnih besed. Najlepša hvala. Lep pozdrav vsem skupaj. Kaj ne rečem? Festival hrane za možgane je postal tradicija, ker lani smo se tukaj že dobili na eni okrogli mizi, sicer je bila glavna tema lani hrana, res hrana, letos pa biodiverziteta in drugo leto seveda nova tema, ker to pomeni, da smo res prišli v tradicijo. Naj povem, kaj se je spremenilo od lanskega leta na Univerzi v Ljubljani. Univerza v Ljubljani je sprejela strategijo trajnostnega razvoja, oziroma trajnostnosti, da bom pravilno povedala naslov, kjer smo sprejeli kar cel akcijski načrt. In zakaj pravim, da je ta festival postal sedaj tradicija, ker je v strategiji naveden kot dogodek, ki se bo dogajal vsako leto, kjer bomo obravnavali aktualne teme z tega področja in seveda skušali tudi širši javnosti prispevati zaključke na raziskovalnem delu, na teme, ki ne targetirajo nujno samo okoljsko politiko ali pa okolje ali pa skrb za okolje, ampak bomo seveda dotikali se vseh tem, ki so povezane s trajnostnim razvojem. Danes, kot smo že rekli, je tema biodiverziteta. To ni edini dogodek na festivalu hrane za možgane, ampak imamo v planu cel kup dogodkov, upam, da ste jih spremljali na naši spletni strani. Nekaj se jih je že odvilo, recimo posadili smo medovite rastline pred kampusom za Bežigradom in upajmo, da smo tem deloma prispevali k biodiverziteti in pravilni košnji trave, bi rekel, doktor Bovcon, ki nam je pomagal pri tem. Potem pa še danes dve okrogli mizi in kar nekaj dogodkov, ki so tudi povezani z botaničnim vrtom in pa predvsem tudi z modro fakulteto, tako da se tudi njim zahvaljujem. To pomeni, da vključujemo širši družbeni krog, tudi tiste, ki so mogoče že odšli z univerze, pa vseeno želijo prispevati k razvoju, ki ga spodbuja tudi univerza. In seveda, kaj naj še rečem na koncu, da ne bom predolga, ker vem, da vas zanima bolj ta tema, predvsem to, da upam, da nas boste izzivali tudi kot družba iz okolja, kaj vse moramo kot univerza prispevati k temu, da bomo lahko vsi rekli, da smo bolje poskrbeli za naše okolje, za našo družbo in za naš razvoj. Vem, da to včasih ne gre z roko v roki, ampak upajmo, da bomo nekoč našli način, ko bo to šlo. Se pravi, vsak se bo mogel nečemu odpovedati malo, pa bomo mogoče vsi zadovoljni na koncu. Tako da želim vam lep dan in predvsem dobro doživetje teh okroglih miz. Najlepša hvala. Zdaj pa pozdravljam sogovornike okrogle mize, bom začela kar pri najbližji. Z nami je profesorica doktorica Metka Hudina iz oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Lepo pozdravljeni. Docentka doktorica Tanja Šumrada iz katedre za agrarno ekonomiko, politiko in pravo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Dobrodošli. Izredni profesor dr. Klemen Eler iz oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Dober dan. Doktorica Irena Bertoncelj, se opravičujem za to mini pavzo, iz oddelka za kmetijstvo, kmetijsko ekologijo in naravne vire Kmetijskega inštituta Slovenije. Lepo pozdravljeni. In docent dr. Jože Bovcon, vodja botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Dober dan. Moje ime pa je Renata Dacinger. Zdaj, naslov okrogle mize je iskanje sožitja med kmetijstvom in biodiverziteto v času dveh kriz, podnebne in biodiverzitetne. Zdaj, za začetek bi kar sama povedala, kakšne so pravzaprav te dve krizi. Verjetno vsi veste, ampak nekaj podatkov. Zadnjih 10 let je najbolj vročih 10 let, odkar merimo temperaturo.
Povprečna temperatura zadnjih 10 let na Zemlji je za 1,2 stopinji višja od povprečne temperature pred industrijsko dobo, to je med leti 1850 in 1900. Dvig temperatur po Zemlji ni enakomeren, temperatura na kopnem se dviguje precej hitreje kot nad oceani, kopenska območja se dejansko ogrevajo dvakrat hitreje od globalnega povprečja, torej so se do zdaj ogrela že za približno 2,5 stopinj. Zato se dviguje snežna meja, talijo se visokogorski ledeniki, viša se tudi gozdna meja in tako naprej. Podnebni pasovi se premikajo proti poloma in podnebje, ki je bilo pred 150 leti na severu Afrike, se bo približalo slovenski obali. Mogoče še podatki, kaj to pomeni za Ljubljano. Za Ljubljano imamo javno dostopne podatke od leta 1948 in v 30-letnem obdobju med letoma 1948 in 1977 smo našteli vsega 10 dni, ko je najvišja dnevna temperatura presegla 35 stopinj Celzija. V enako dolgem obdobju med letoma 1994 in 2023 pa je bilo takih dni kar 67. Zdaj, najbolj očitna posledica bistveno povišane povprečne temperature je večja pogostost in intenziteta vročinskih valov. Z višjo temperaturo so povezane tudi ekstremne padavine. Zdaj, to vsi poznamo, to nekako ponavljamo, ampak to je tisti okvir, v katerem se bomo pravzaprav danes pogovarjali. V tem okviru nekako danes se ukvarjamo živi kmetijstvo. Če pa pogledamo še to drugo krizo, biodiverzitete, smo sredi 6. množičnega izumiranja živalskih vrst in po ocenah je v zadnjih 120 letih izumrlo okoli 500 vrst vretenčarjev, od leta 1500 pa je izumrlo že najmanj 77 vrst sesalcev, 140 vrst ptic, 34 vrst dvoživk. Podatki so zelo različni, ampak pravzaprav nobeni podatki niso pa prav vzpodbudni. Eni pravijo, da vsak dan izumre 1 do 150 vrst, seveda vključno tudi s tistimi, ki jih niti še ne poznamo. In znanstveniki pravijo, da je to izumiranje 100-krat hitreje kot naravno. Do leta 2050 naj bi izumrla 1/5 vseh vretenčarjev in tako drastična sprememba ekosistema bi ogrozila tudi naš obstoj. Ja, zdaj pa gremo pravzaprav pogledati, kako v teh dveh krizah gledamo zdaj na kmetijstvo. Mogoče prvo vprašanje za vse, tako mogoče za ogrevanje ali pa za en uvod, da bomo potem pravzaprav šli globje v iskanju odgovorov je, ali je kmetijstvo krivec za izumiranje živalskih vrst, za podnebne spremembe. Mogoče začnem kar z vami, pa gremo potem naprej. Mogoče je beseda krivec malo huda ali pa malo močna beseda. Mogoče bi lahko rekli, da pač kmetijstvo je soudeležen tako v teh podnebnih spremembah, podnebni krizi, kot tudi biodiverzitetni krizi, če gledamo na splošno vse panoge v kmetijstvu, čeprav obstajajo tudi velike razlike tudi med posameznimi panogami znotraj kmetijstva. Kaj pravite vi? Ja, bi se kar navezala. Zdaj, kar se biodiverzitetne krize tiče, raziskave kažejo, da so nekako te primarne gospodarske panoge tiste, ki so, bom rekla, glavni dejavniki, ki vplivajo na propadanje ekosistemov, se pravi kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, kar je nekako tudi logično, ker so to dejavnosti, ki so neposredno povezane z rabo tal, z rabo naravnih virov. Tako da, bom rekla, naš kolektivni, recimo prehransko-živilski sistem in pridelava surovin je pravzaprav glavni dejavnik, ki vpada na upad biodiverzitete. Profesor Eler, kaj pravite? Kmetijstvo je eden od teh dejavnikov, tako podnebne krize, morda malo manj tule pri podnebni krizi, pri biodiverzitetni je pa, kar, tako je že kolegica Tanja rekla, eden od glavnih ali pa kar glaven razlog, ampak treba se zavedati, kmetijstvo ima zelo različne obraze. Lahko je zelo prijazno tako podnebju ali pa še zelo pozitivno za podnebje ali pa tudi negativno in isto pri biodiverziteti. Tako da o tem bomo gotovo še govorili zdaj.
kaj vse je možno prilagoditi oziroma kje tudi iskati kakšne pozitivne zgodbe iz preteklosti, čeprav so zmeraj seveda pomisleki, koliko v preteklost lahko gremo še, ko se življenje nas vseh toliko je spremenilo v zadnjih desetletjih. Jaz bi se tudi kar navezala na to, kar je kolega Ehlert povedal, ne, da so obrazi kmetijstva zelo različni. Po eni strani, ja, kmetijstvo, če je intenzifikacija kmetijstva lahko zelo negativno vpliva na biodiverziteto, po drugi strani pa tudi, če se kmetijstvo opusti in se površine zarastejo, tudi v tem primeru prihaja do izgube biodiverzitete. Tako da tle ne moramo reči, da je sploh, če uporabljamo besedo krivec, da je vedno samo krivec, je tudi vzdrževalec. Doktor Bacon? Ja, ena zadeva je, ki si jo pozabljamo, klimatske spremembe so stalnica Zemlje, to moramo vedeti. V zgodovino Zemlje moramo poznati in vse to, kar vidimo zdaj, je že bilo, je pa res, da mi to pospešujemo in to prehiter. Zdaj, kar se tiče kmetijstva, ja, vse to, kar je bilo povedano, lahko drži, vendar z sodobno mehanizacijo, ki imamo zdaj, bi lahko, če bi znali naravo razumeti, naredili biodiverziteto bistveno večjo, kot je bila nekoč. Zato, ker nekoč je bilo bistveno bolj obdelano, kot je v današnjem času, danes je Slovenija praktično zaraščena, 70% moramo reči, ali pa še več. Zgubljamo pa pisane travnike, ali pa še karkoli drugega. In tu je tisti problem. Mi ne znamo več stroji narediti tistega, kar so znali včasih z rokami narediti. Danes strojem obdelamo eno površino za 15 minut, ko je včasih 10 ljudi kosilo 8 ur lahko. In če to znamo narediti, pa smo rešili zadeve. Zdaj smo nekako si naredili tako vod, o čem bomo danes govorili, zdaj pa pravzaprav moramo začeti iskati mogoče neke odgovore, kako lahko to počnemo na tak način, da biodiverzitete ne bomo ogrožali in da recimo kmetijstvo ne bo dodatno povzročalo podnebnih sprememb. Zdaj začeli bi pri tleh. Tla so ključna za naše preživetje, obenem pa eden izmed najbolj ogroženih naravnih virov. Mene preseneča vedno podatek, da 90% organizmov bodisi živi ali pa del življenja preživi v tleh, četrtina živih organizmov na Zemlji pravzaprav živi v tleh. In mogoče bi vas, doktorica Bertoncelj, najprej vprašala, zdaj tla so bogat ekosistem, kaj pravzaprav se upravljajo za nas, kaj so tiste funkcije tal? Ja, me veseli, da ste začeli s tlemi, tudi zato, ker je bil to naravni vir, ki je bil zelo dolg zapostavljen, tako v raziskavah, kot v razmišljanju in prepoznavanju. Zdaj se je to na srečo spremenilo v zadnjih recimo 10 letih in se tudi veliko sredstev usmerja v raziskave tal. Tla so, ne samo da hodimo po njih, opravljajo tudi številne ostale ekosistemske storitve, od seveda kroženja hranil, od pridelave hrane, na njih večinoma na tleh gojimo hrano. Skratka, so neka čist osnova in tudi v tleh, kot ste rekli, živi ogromno organizmov in glih zaradi svoje majhnosti, pa recimo niso tako barviti in prepoznavni in lepi, so bili tudi zelo dolgo v raziskavah zapostavljeni. Zdaj, kje kmetijstvo najbolj vpliva na organizme v tleh, je verjetno tudi najbolj prepoznana obdelava tal na poljskih površinah. Teh raziskav je bilo že kar nekaj opravljenih in ugotavljajo, da oranje, sploh to globoko oranje, recimo 25 do 30 cm, kjer se prav meša tla, je lahko zelo negativno vpliva na talne organizme. Tako da kmetijstvo ima kar velik vpliv, pa tudi ostale stvari se bomo pol še naprej videli. Se pravi, kako bi pravzaprav potem morali orati, da ne bi uničevali biodiverzitete v tleh? Ja, zdaj po teh spoznanjih se uveljavljajo veliko manj intenzivne načini obdelave tal, ohranitvena obdelava, recimo tam nekje do 5 do 10 cm samo globoko, potem celo polja brez obdelave tal, v nekaterih primerih, kjer je to smiselno. In dokazano je, da se populacije talnih organizmov povečajo in se bolj stabilizirajo skozi časa, če jim ne podreš hiše vsak let enkrat. Ali večkrat. Ja.
Ampak je potem to tudi pravzaprav dobro za rastline, za kmetijske rastline, ki tam rastejo. Pravzaprav je to obdelovanje globoko oranje bilo zato, ker smo bili prepričani, da je to dobro za poljščine. Ja, to je ena od osnovnih kontrol populacij plevelov, ne, oranje. Seveda, recimo, načini brez obdelave tal niso smiselni na vseh tipih tal, pa tudi na vseh podnebjih, ampak ponekod so pa zelo smiselni, tako da to je tudi za poljščine dostikrat Vpliva pozitivno. Ja. Profesorica Metka Hudina, pa poglejmo zdaj čisto tako uvodno vprašanje, čemu vse so rastline izpostavljene zaradi podnebnih sprememb. Imamo vedno više temperature, kako to vpliva na njih, imamo ekstremne nalive, kako to vpliva na rastline in imamo tudi dolgotrajne suše. Ja, žal, tako kot mi, tudi rastline so izpostavljene tem vse pogostejšim ekstremnim dogodkom, kot ste že omenili, tudi te visoke temperature in kmetijske rastline so zaradi tega lahko pod kar hudim stresom, lahko prihaja do različnih poškodb, recimo v sadjarstvu imamo užige plodov, ki so potem seveda neuporabni ali pa uporabni samo kot industrijski plodovi, ne pa več kot prvo kakovostni pladovi. Tako da teh poškodb je zelo veliko, tudi pri ekstremnih sušah ali pa tudi že mogoče ne samo ekstremnih, tudi če prihaja do pomanjkanja vode, prav visokih temperatur, je včasih zelo motno mišljenje, da lahko to rešimo na zelo enostaven način, tako da bodi si zalijemo ali pa namakamo naše rastline, vendar temu ni tako. Pri visokih temperaturah se rastlina želi ubraniti pred dehidracijo na ta način, da zapre listne reže, na ta način prekine ta tako imenovani transpiracijski tok. In mi imamo rastlino v vodi, rastlina te vode ne more sprejeti ravno zaradi tega, ker pač tega transpiracijskega toka ni, listne reže so zaprte in kljub temu, da rastlina dejansko ima na razpolago preveč vode, občuti sušo. Po drugi strani imamo pa seveda naslednji ekstrem, so pa nenadne, prevelike količine vode naenkrat, prihaja do podplav, mislim, da se še vsi dobro spomnimo Savinjske doline, kaj se je zgodilo nedavno nazaj. Tudi recimo sadne rastline, zlasti koščičarji, ne prenašajo dlje čase trajajoče prevelike količine vode v tleh, če takole rečem, s premajhno količino kisika in recimo breskve 24 ur, če jih so poplavljene, potem v tistem letu že začnejo tudi posamezna drevesa propadati. Tako da vsi ti ekstremni dogodki povzročajo velike strese pri samih rastlinah in se nam odražajo bodisi v zmanjšanem pridelku ali pa celo v propadu rastlin. Zdaj omenila sem visoko temperaturo, pomanjkanje padavin, preobilica padavin, potem pa imamo še prehitra pomlad, se pravi, da je prehitro toplo, pa potem razne pozebe. Se pravi, to pravzaprav, kar ste zdaj omenili, še sploh ni vse, s čimer se borijo rastline. Absolutno ne. Na drugi strani seveda, tako kot ste rekli, so tudi te nizke temperature. S tem spremembo pa podnebnimi spremembami prihaja tudi do tega, da ponavadi tamle konec februarja ali pa druga polovica februarja prihaja do otoplitev, potem pa ponovno do nizkih temperatur. Rastline nekako se že pripravijo na to, da bodo začele z rastno dobo, pa potem sokovi se že začnejo pretakati, rastlina je pripravljena, zlasti sadne rastline so pripravljene, da vzbrstijo in zacvetijo in le nizke temperature so tiste, ki bi zadrževale sam razvoj v tem obdobju. Ker pa se ponavadi potem zgodi še kakšen teden ali pa vsaj 3-4 dni temperatur okoli 20-25 stopinj, v zadnjih 10 letih se nam je to konstantno dogaja, z izjemo enega leta, to je bilo leto 2018, prihaja tudi do zgodnejšega cvetenja in pa potem nizkih temperatur in do pozebe. Tako smo imeli v zadnjih letih od leta 2016 do letošnjega leta kar 9 pozebnih let.
Tako da zmotno je mišljenje, ne, da z povečano temperaturo bomo imeli pa zdaj daljšo rastno dobo, spomladi in jeseni, temu ni tako. Jeseni ponovadi zaključimo, tudi med temi leti smo imeli leto, ko smo imeli 28. oktobra sneg in tudi nizke temperature, ne, tako da gre predvsem tukaj pri teh podnebnih spremembah za večkratne dogodke, večkratne te ekstremne dogodke, ki nam potem negativno vplivajo na sam pridelek. Ne smemo pozabiti tudi še kakšne toče, ki so ponavadi bile tam samo, če pogledamo 30 let nazaj ali pa mogoče še celo 20 let nazaj, so se dogajale julija pa do 15. augusta, po 15. augustu pa smo nekako bili že na varni strani, pa ko je bila enkrat ura zvečer 7, smo tudi mirno spali do naslednjega jutra ali pa celo dopoldan, zdaj pa praktično že februarja, marca ne moremo mirno spati, kaj šele, da bi to med poletjem mirno spali pa računali, da tega ne bo. Ne. Seveda vse te ekstremne temperature nam dejansko potem vplivajo tudi na način pridelave, nekako v kmetijstvu se moramo prilagoditi, se prilagajamo tem spremembam, na ta način seveda tudi postaja tudi hrana na nek način dražja, pridelava hrane dražja, kajti moramo narediti dobesedno streho nad našimi rastlinami, moramo seveda zagotoviti tudi dovolj vode, ker pač prihaja do suš, na drugi strani tudi kakšna odvodnjavanja in vse to podrži tudi samo pridelavo. Še nekaj niste omenili. Če govorimo, da so zime vedno toplejše, rastline potrebujejo tudi nizko temperaturo in tudi to je problem. Drži? Ja, rastline potrebujejo, da preživijo določen del, določeno število dni ali pa število ur pri nizkih temperaturah, zato da so potem sposobne spomladi normalno zbrsteti in cveteti. Zdaj v Sloveniji trenutno še nimamo problemov z tem, če gremo pa malo bližje proti ekvatorju, pa imajo probleme tudi z tem. Recimo, ne vem, pridelava hrušk v Južnoafriški republiki zgleda to tako, da prve 4 leta nič ne naredijo, ampak tudi nimajo nobenega pridelka, potem pa dobesedno prekinejo to z hormoni, zato da jim rastlina začne tvoriti cvetne brste in potem, da imajo naslednja leta pridelek. Ravno zaradi tega, ker imajo pomanjkanje teh nizkih temperatur med zimskim mirovanjem. Doktorica Bertoncelj, škodljivci naj bi bili odgovorni za izgubo okoli 40% pridelka po vsem svetu. Zdaj, najbolj razširjen način zatiranja škodljivih organizmov predstavljajo fitofarmacevtska sredstva. Zdaj, kako nevarni pa so za talne organizme pesticidi? Vemo, da potem prehajajo iz rastlin, seveda tudi v tla. Ja, zdaj, čisto pravic povedan, po mojem talni organizmi od vseh organizmov v okolju niso najbolj na udaru. Ne. Seveda je bilo dokazano tudi, da so občutljivi, sploh če so bili kakšni ekotoksikološki testi, ampak veliko bolj občutljivi so po moje opraševalci, pa po moje bo kolegica Šumrada veliko več povedala o tem. Potem pa poglejmo pravzaprav, kako recimo žuželke vplivajo na kmetijstvo. Zdaj žuželke upadajo. Nemški znanstveniki so ugotovili, da masa žuželk vsako leto upade za 2,5%. Danski znanstveniki so naredili raziskavo in so sicer več let gledali 2 odseka avtoceste in potem na avtomobilih, na vetrobranskih steklih, koliko je žuželk, in ugotovili so 80% upad letečih žuželk. Zdaj, katerekoli raziskave pogledamo, res jih je kar nekaj, kažejo, da število žuželk upada. Zdaj, kako je ta odnos kmetijstvo žuželke? Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, teh raziskav je kar nekaj. Žal je sicer tako, da pri žuželkah, oziroma generalno pri nevrtenčarjih, imamo raziskav bistveno manj, še posebej imamo pomanjkanje teh, bom rekla, nekih dolgoročnih podatkovnih baz, ki bi res omogočale celovite ocene, pa kljub temu posamezne študije kažejo in pa seveda tudi potem pri recimo drugih organizmih, kot so ptice, naprimer, ki so med najbolj raziskanimi
se pravzaprav najbolj raziskana skupina organizmov na svetu, ne kažejo seveda na velike upade, ne, žuželke so pa njihov plen. Žuželke so seveda v kmetijstvu ključnega pomena iz več razlogov, med drugim tudi seveda kot opraševalci. Velikokrat omenjamo medonosno čebelo, vendar za zanesljivo opraševanje v kmetijstvu je potreben širši nabor organizmov, kot so recimo tudi divje čebele, med njimi čmrlji, potem hrošči, metulji in tako naprej. Se pravi, cela veriga v bistvu živali, ki oprašuje. In kar je zelo pomembno razumeti je, da recimo v primerjavi z medonosno čebelo divji opraševalci, kot so na primer čmrlji, so recimo oprašujejo tudi pri nizkih temperaturah, tudi takrat, ko dežuje, recimo ne, bolj zgodaj v dnevu, bolj pozno, ne, se pravi, so zelo pomembni, ne, tudi zato, da je recimo kolegica omenila sadno drevje, ne, da je učinkovito oprašeno, recimo zlasti ravno v tistem času, ko na primer jablane cvetijo, ne, ker so še velikokrat zelo nizke temperature. Tako da raziskave kažejo, da je recimo v nasadih, kjer so prisotni divji opraševalci, tudi če je medonosne čebele veliko, je se pravi sadno drevje bolje oprašeno in to ima seveda potem učinek tudi na in količino in kakovost samega pridelka. Tako da ja. Če se lahko tule navežem, ne, na te opraševalce, dejansko v nasadih več kot naša medonosna čebela opravijo drugi opraševalci, več koristnega dela tega opraševanja in kot je kolegica Tanja prej omenila, tudi vpliv, če seveda pride do normalne oprašitve, oploditve, cvetni prah prinesejo seveda opraševalci, na brazdo pestiča, potem seveda imamo tudi normalno razvite plodove, nimamo deformiranih plodov in imamo tudi posledično tudi večje in tudi kakovostnejše pridelke. Tako da mi sadjarji smo zelo veseli vseh teh opraševalcev, ki so bili omenjeni, ki jih imamo tudi v nasadih in vemo, da vsako leto je drugačno vreme v času cvetenja in velikokrat res so tiste, bom rekla, divji opraševalci od čmrljev naprej, tisti, ki nas rešujejo pri teh nizkih temperaturah in dejansko opravijo oprašitev, ko čebele pač zaradi, bom rekla, čisto mogoče tudi velike hitrosti vetra ali pa dežja ali pa prenizkih temperatur ne morejo opraviti svojega dela. Zdaj vi se ukvarjate s sadjarstvom in mogoče nam razložite, kaj pomeni integrirana pridelava sadja. Ja, v Sloveniji smo z integrirano pridelavo sadja začeli leta 1991, ko nas je bilo, bom rekla, tistih 29 nadobudnih sadjarjev. Jaz sem še bila takrat študentka, ko smo začeli s tem kot pionirji. Zastavili smo si kar, bom rekla, smele cilje, jih tudi prišli do njih, jih uresničevali, tako da mislim, da je bilo leta 2006 95% pridelave sadja že vključene v integrirano pridelavo sadja, kjer zraven seveda pospeševanja, bom rekla, sadjarstva, pridelave smo bili zavezani tudi k temu, da skrbimo tako za tla, kot tudi za drevesa, kot tudi za organizme v samem nasadu, tudi na naravi prijazen način, zato da tista prvi, bom rekla, prvi zaščitni znak je bila sinička in tudi napis naravi prijazna pridelava sadja. Tako smo uporabljali zelo različne metode, čisto biotično varstvo in pa druge biološke metode za zatiranje in seveda tudi sedaj jih še vedno uporabljamo za zatiranje škodljivih organizmov. Začeli smo z vnašanjem roparskih pršic v nasade jablan, kajti prvo leto smo z jablano in hruško se najprej vključili v to integrirano pridelavo, potem pa z ostalim sadjem. Nekaj let kasneje se je pridružilo še vinogradništvo, vrtnarstvo in kot zadnje tudi poljedelstvo.
Tako da nam je uspelo na ta način tudi precej uravnavati populacijo škodljivega organizma, recimo rdeče sadne pršice. In lahko povem, da od leta 2016 praktično v nasadu rdeče sadne pršice nimamo, zaradi tega, ker smo uspeli ohraniti to ravnotežje z roparsko pršico in ona opravi svoje delo. Na ta način seveda lahko tudi zmanjšamo uporabo fitofarmacevtskih sredstev in teh organizmov, od recimo tudi kakšnih virusov, ki jih uporabljamo, bakterij, ki opravijo svoje delo, je kar nekaj v sadjarstvu. Zdaj pri samem načinu obdelave tal, prej je bilo omenjeno, ja, poljedelstvo se je večinoma kaj preoralo. Mi v sadjarstvu imamo v medvrstnem prostoru negovano ledino, kar pomeni, da trava, ki zraste tam, oziroma ne samo trave, dejansko vse rastline, ki zrastejo, jih izmulčimo, ostane tam, s tem na ta način dejansko vzdržujemo ali pa tudi povečujemo delež organske snovi. Tudi zelo pomembno, da vsa hranila ostanejo v nasadu, tudi recimo prerezi, vse veje, vse to se enostavno zmulči in ostane v nasadu in tisto, kar je treba dodati hranil, se doda samo tisto, kar smo dejansko s pridelkom odvzeli. To nadomestimo med letom, ostalo pa ostane vse v nasadu. V vrsti obstajajo pa različni načini. Zdaj pri integrirani pridelavi je dovoljena največ 1/4 površine, se lahko uporablja herbicidni pas, drugače pa se dejansko tudi te rastline, ki rastejo pod samimi drevesi, tudi lahko recimo z nitkarjem pokosijo, če temu takole rečem. In tudi želimo si, da imamo predvsem nizke pokrovne rastline od regrata naprej, zato da nam dejansko ni potrebno potem nič narediti, kajti regrat ne zraste tako visoko, prekrije tla, ne dopušča drugim rastlinam, da zraste kakšna kostreva, je problematična, ki nam potem lahko zelo visoko zraste in naredi tudi potem tisto mikroklimo, veliko bolj vlažno okolje, ki je pa ugodno za razvoj gliv, ki pa so nam kot škodljivi potem organizmi na sami rastlini. In se tega ne želimo. Imate še ptičje hišice, zato da imate ptice v sadovnjaku, imate hotele za žuželke. Tako, vse to za opraševalce, ja. Tako od hotelov za opraševalce, tudi prvo leto smo namestili po 3 ptičje hiške za siničke, ker smo jih želeli imeti v nadaljevanju tudi valilnice za ptičje drogove, za ptice ujede, ki jih seveda z velikim veseljem občudujemo in nam naredijo zelo veliko koristnega, kajti prehranjujejo se med drugim z voluharjem, ki so nam pa zelo nadležna zadevca v nasadih. Tako da vse to seveda delamo pri integrirani pridelavi, seveda ne smemo pozabiti, tudi te ukrepe, ki jih imamo v integrirani, imamo tudi v ekološki pridelavi. To ni prepovedano in se ne izključuje. Omenili ste, kar je meni bilo najbolj zanimivo, biotično varstvo, kar pomeni, da pravzaprav ste v sadovnjak vnesli roparsko pršico, ki je naravni sovražnik škodljivca. Ja, rdeče sadne pršice, to, kar sem že omenila. Pomeni, da pravzaprav je mogoče na res en tak način, ki vzpodbuja biodiverziteto, ki ni škodljiv zanjo, pridelovati sadje. Ja, sigurno je, to je bilo prvo, kar smo lahko naredili, da v tistih nasadih, kjer se nam je roparska pršica namnožila tako toliko, da smo jo opazili, da smo jo imeli, da smo narezali enostavno veje in prenesli v druge nasade, ker je imela hrano, se pravi, ker je imela po naše škodljivca. Zdaj tudi o tem bi se dalo, kaj je škodljivec, pa kaj je koristni organizem. Mogoče, ne vem, za nas je škodljivi organizem, za koga drugega je pa to koristni organizem. Tako da teh primerov je več, tudi prej sem omenila, tudi kakšna uporaba kakšnih bakterij, kakšnih virusov, vse to se da uporabiti pri biotičnem varstvu. Najpomembnejše pa je seveda, da
poskušamo okrepiti rastline, tako da jih ti škodljivi organizmi potem niti ne napadajo, nam ne naredijo škodo, ker potem ne rabimo nič ukrepati. Ne. In s tem tudi lahko ohranimo precejšnji del ali pa tudi spodbudimo, pa kaj na novo ohranimo biodiverziteto, ki nasadih, kar imamo. No. V nasadih in ob nasadih, ne. Tudi kakšni skalnjaki so, tudi kakšne te cvetoče rastline se posejejo. Zdaj, v preteklosti smo žal tisti, ki smo razmišljali tudi o tem, bili precej kaznovani, kajti potem so nam na Ministrstvu za kmetijstvo oziroma na Agenciji za kmetijske trge so nam takšne površine izločali, namesto da bi bili veseli, da pospešujemo biodiverziteto, pa bom rekla koristne organizme, ki nam so koristni v samem nasadu. In se pravi, veliko je bilo škode tudi narejenega, ko več v mestnem delu integrirana pridelava ni bila več subvencionirana in takrat se je dejansko delež certificiranih, integriranih nasadov zelo zmanjšal. Ljudje seveda so ohranjali te metode, so še vedno pridelovali po teh načelih integrirane pridelave, ampak bi pa dejansko imeli danes lahko tudi 100% v sebi integrirani pridelavi oziroma od tistih 100%, če vštejemo tistih 10-15% še ekološke pridelave, konvencionalne pa praktično v sadjarstvu tudi več nimamo. Zdaj pa gremo naprej na travnike. Profesor Elar, v Sloveniji obsegajo travniki 17% zemljišč. Zdaj tudi travniki so seveda ogroženi, ampak mogoče za začetek, kaj vse so funkcije travnikov? Ja, prva očitna funkcija je pridelava krme za domače živali, ampak to ni edina funkcija, čeprav za kmeta skoraj edina. Je pa travnik tak izrazit ekosistem z mnogoterimi drugimi še ekosistemskimi storitvami, tako kot so tudi tla. Eno od teh je prav ta navezava naprimer na divje opraševalce. Travniki so tisti habitat, ki je izrazito kvaliteten, če so cvetoči travniki za divje opraševalce, za njihove populacije. Tako da ne moramo imeti divjih opraševalcev samo takrat, ko cvetijo jablane, aprila, potem pa na nje pozabiti. Se pravi, če hočemo ohranjati, ker njihove populacije izrazito upadajo, so cvetoči travniki že en ukrep, da jih imamo v primernem deležu v kmetijski krajini, v primernem tudi razporeditvi po krajini, se pravi neko omrežje. Potem je to ukrep, ki poleg tega, da so taki travniki potem vroča točka biodiverzitete v kmetijski krajini, tudi za ptice in druge organizme, vključujoč te, se pravi, opraševalce, ki so eden od teh organizmov, ki jih tudi ta nova uredba o obnovi narave zelo targetira. Se pravi, njihove populacije bo očitno treba znatno, bi rekel, gledati oziroma ojačati. Zdaj, potem so seveda še druge funkcije, poleg habitatov divjih organizmov, tudi te bolj mehke funkcije, kot so od zdravilnih rastlin, tudi kot turistična vrednost, estetska vrednost, izobraževalna vrednost in take zadeve. Siguren sem pa še kaj pozabil, se pravi, od tega preprečevanja erozije in take zadeve. Profesor dr. Bavcon, tudi naravna genska banka so lahko travniki. Seveda so, to se najbolj vidi s tem, ko v bistvu moramo zdaj intenzivne travnike dosejevati. Pozabili smo, da pa če njih 6 let približno recimo ta genska banka lahko v zemlji ostane, če zelo intenzivno gnojimo, potem se pa pojavljajo pleše, predvsem je problem tudi način košnje, preniska košnja je ena izmed zadev. Tako da mogoče bi se samo še navezal na opraševalce in na vse te. Ravno danes sva se s kolegom, direktorjem Osnabrück botaničnega vrta peljala iz Krškega, da sem prišel do sem, ker smo na terenu pri enem projektu in rekel, ja, vi imate tle tisto, kar ste prej rekli, na šipi polno, vsak dan moramo šipo pač čistiti. Rekel, pri nas v Nemčiji nič tega ni.
Tako da mi še vse to imamo, pa sem rekel, ja, vprašanje je časa, ker problem je v tem, ko delamo zdaj zelene puščave, ker ti travniki so zelene puščave, pa ni nič narobe, mi lahko, če znamo kmetijstvo razdeliti na 3 dele, lahko vse to naredimo, imamo intenzivno kmetijstvo, polintenzivno kmetijstvo in eno tako klasični način pridelave in potem vse to ohranjamo. Sam malo moramo znati mozaično delati, tega pa praktično nimamo. Včeraj, ko smo se recimo sprehajali na njih travnikih, ki so bili prej zelo pisani, so leto že preorani. Pa to je dobro, ker mi potrebujemo njive. Mi hrane niti pridelamo ne dovolj za sebe. Sam moramo znati povedati, kje bomo ohranili, kje bomo imeli recimo tole in potem v bistvu to gensko banko ohranjamo. Ker če imamo mi mozaično krajino, potem recimo ta travnik ima recimo 2 hektarja, eno leto, recimo 3 leta opustimo, sosednja zemljišča bo ta semena bojo letela sama tja, ne rabimo nič narediti, ker smo ohranili, da nekje lahko imamo, tudi veter nanese, pri nas recimo angleške trate ne moramo imeti, zato ker vse povsod prinese plevele, ampak to je naša sreča. Ampak hočemo narediti v najlepših delih angleško trato. Pejte po Sloveniji pa boste vedeli, da je angleško trato tam na srečo ne gre. Lahko uporabljamo selektivna gnojila, ki v bistvu delajo potem samo trave. Ampak še vedno to imamo. Ni pa več dolg časa, ko se bo to na hitro spremenilo, ker se nam površine izredno hitro zaraščajo, izredno veliko obdelava imamo, recimo intenzivno travnikov in to je tisto, kar potem zgubljamo. Se pravi, semensko banko v tleh moramo ohranjati. Tako kot živali, če ni talnih živali, tudi semenske banke v tleh ni, ker to se vse meša. Ne moramo govoriti o eni zadevi, ampak moramo imeti en holistični pristop. In to so, bom rekel, naši predhodniki znali. Tudi vso zgodovino so ljudje to morali znati, ker drugače niso preživeli. Se civilizacija Majev je verjetno zaradi napačnega menedžmenta njihovega sistema razpadla. Pa niti ne vemo to. In danes smo zelo na tem. Zato, ker ne znamo več razumeti, kje, kaj, kako in zelo hitro pogledati in na palcu oceniti včasih. Ni treba vse, recimo ena šipa, nam je na palcu čist jasna, da imamo veliko tega še. Vprašanje, koliko časa? Vseeno poglejmo, kakšno je stanje travnikov pri nas. 17% jih imamo. Kateri travniki so tisti, ki opravljajo vse te funkcije, ki ste jih omenili in ki so pravzaprav zelo pomembne funkcije, se pravi stanje travnikov? Ja, tule je en navzkrižen proces. Bolj, ko favoriziraš to pomembno funkcijo krme, kvalitete krme, bolj krniš druge funkcije. Se pravi, tole je zelo težko na primeru travnikov to združevati, ker je dejansko v drugo smer. Se pravi, intenzifikacija, zgodnejša košnja, več hranil, usejavanje kvalitetnejših trav. To je direktno nasprotno z, na primer, cilji ohranjanja rastlinskih vrst, živalskih vrst. In to je na isti površini težko združiti. Nek kompromis sredinski je možen, ampak tam že določene habitatne specialiste izgubljaš. Ustajajo take dokaj pogoste vrste živali in rastlin, ki niso morda še ogroženi. Tako da tisto, kar imamo težavo, so to najbolj, bi rekel, zemljišča, ki so najbolj siromašna na nek način, zakaj jih je včasih kmet obdeloval, zato ker drugega ni imel. Se pravi, tam je edina bila še neka površina, da so pridelali ali krmo, zelo slabo krmo, ampak druge ni bilo hranil, kar za pognojiti, ali pa pač so pasali, ali pa če drugega ne, vsaj zasteljo. Se pravi, danes je pa treba priznati, kmetje takih površin, takih travnikov, take slabe mrve sena ne rabijo. In na ta način se ali zarastejo, ali pa, če je možno, pač smo jih naučili tudi pri nas na oddelku, kako se jih intenzivira. Se pravi, kaj pomeni, da je treba prej pokositi, zdaj že maja ali pa še celo konec aprila. Se ve, kaj za kvaliteto, za naprimer prirast živali, kako pomemben je ukrep zgodnejše košnje. Ampak to je direktno nasprotno potem z
cvetočnostjo, s preživetjem nevretenčarjev, ptičev, koliko je gnezd, koliko je uspešnih gnezd ptičev in tako dalje. Tako da izrazito imamo dvojnost, kar se tiče, kje imamo dobre travnike, pa kje nimamo dobrih travnikov. Kar se tiče, naprimer, Natura 2000, teh traviščnih habitatnih tipov. Bolj, ko gremo v hribe, v gore, boljše je. Se pravi, tam ni kmetijstva in tam ostanejo v tej funkciji tudi podnebne spremembe, zaenkrat še niso tako hude, da ne bi preživeli. Čim bolj, ko gremo v nižinske predele, težje je z njimi, sploh tisti, ki se dajo dokaj ceneno intenzivirati. Tule blizu je Ljubljansko barje, to je ravnina, se da potegniti jar, kot drenažni se da pognojiti in dobite zelo hitro lahko kvaliteten travnik, ki zgublja potem druge funkcije, absolutno pa pridobi funkcijo za kmeta, tista, ki je zanj najbolj pomembna za preživetje in to je povsem legitimno in za razumeti funkcija kvalitetne krme. Se pravi, število košenj je tisto, kar se je pri nas v zadnjih letih zelo spremenilo. Včasih so bile te 3 košnje letno, danes poznamo 4, 5, mogoče celo 6. Dobro, če nekateri napraskajo proti jeseni še 6 košenj, tudi že skoraj čudež, ampak se da, ja. Košnja skupaj z gnojenjem, skupaj tudi s to, v ozadju moramo vedeti, da je skoraj da tisti dejavnik v ozadju so pa te socioekonomske zadeve, ki se dogajajo na podeželju. Se pravi, kmetijstvo se nam izrazito zdaj zadnja desetletja spreminja iz množice majhnih kmetij, ki marsikdaj, to bo kolegica Tanja morda še več znala povedati, ki so kmetovali na pol samooskrbni način, brez kakšnih hudih ciljev pridelati tudi za trg kaj, in so kmetovali tudi na način, da je travnikom bilo to prijazno, se nam te kmetije izrazito zdaj izginjajo in površine prevzamejo ali v najem ali pa redkeje odkupijo, če se že ne zarastejo, bližnji kmetje, ki so večji. Na ta način se nam dogaja še ena zadeva, se pravi, da pride površina v rečemo upravljanje manjšega števila velikih kmetov, ki potem ekonomija obsega tudi deluje na mesto, tako ki že mislim, da je kolega Bavcon omenil, včasih je kosilo kar celo poletje nekaj, košnja je izrazito težaven ukrep za kmeta. Tudi varnost, zdaj se pa da pokositi celo dolino praktično v eni noči. To je spet en ukrep, ki je izrazito slab za, naprimer, tudi kot zatočišča za živali, ki se še lahko zadržujejo, kaj še lahko semeni, ker je potem vir za talno semensko banko in tako dalje. Se pravi, tudi ta prostorska komponenta se nam spreminja, se pravi, lastništvo, koliko naenkrat posamezen kmet lahko obdela z stroj in podobne zadeve. Doktor Bavcon, botanični vrt ima v lasti tudi en travnik. Ko ste ga dobili, je bilo na njem 20 različnih vrst rastlin. Koliko jih je danes? Ja, danes jih je preko 170 različnih vrst, nismo nič dosejali nobene. V bistvu smo samo, bom rekel, tu površino okrepili z klasičnim načinom, bom rekel, uporabe travnika, da se temu reče management, včasih je to vsak kmet znal, ker drugače ni preživel. Namreč, ko travnik zapustite, te sreča edino ta, da je zemlja zelo plitva in da je travnik ostal, ker drugače, to, kar je kolega omenjal, vsi ti travniki v strminah, ja, so dobri, ampak ti imajo 5 let, mogoče še časa, pa bojo zaraščeni. Gost bomo imeli tam, teh travnikov ne bo, te travnike moramo pozabiti, če nimamo kmeta, ki bo to kosil. Samo kmet lahko vzdržuje našo krajino in to pozabljamo. Samo tega kmeta smo naučili napačno delati. Ker tudi to, da govorimo, da je recimo treba imeti samo intenzivno pridelano krmo. Ja, na takem travniku, kot ga imamo mi, recimo, če ta travnik, recimo ta seneni drobir ga uporabimo lahko za
mnogo načinov za zdravljenje. Recimo, včasih so kmetje to uporabljali. V škaf si dal noter se drobir, si se pokril toplo vodo in je bilo to zdravljenje. Tega danes sploh ne znamo več narediti. Ne vemo, da mleko iz takega travnika diši, mleko iz silaže pa smrdi. Sam vi ne dobite v trgovini mleka iz silaže, kaj je predelano. In če bi kmet za tako mleko dobil malo višjo ceno, ko smo mi šli v Evropsko unijo, sem jaz nekajkrat predlagal, dajmo ohraniti način kmetovanja, ki ga imamo, ker to kmetovanje lahko prodamo v Evropi. Intenzivnega kmetijstva pa mi ne moramo v Evropi prodati, ker smo premehni, ker imamo premehne površine. Ja, šli smo v isto, kot v Franciji delajo, kot v Belgiji delajo, ki imajo ravne površine. Mi ne moramo s tem konkurirati. Lahko konkuriramo pa z našim načinom, ampak tega ne znamo narediti. Kmet mora dobiti dobiček. To je vse bistvo. Kmet ne sme delati v izgubo. Ampak naučili smo ga, da dobi dobiček z subvencijami, ne pa s tistim, kar bo moral pridelati, da bo tudi dobro, kvalitetno prodal. Iz takega mleka lahko dobite dobro maslo, vse se da dobiti. Ampak tega ne vemo. Zdaj govorimo, ja, samo taka krma. Živali, goveja živina ima vamp, zato da predujejo celulozo, ne beljakovine. Zdaj pa hočemo mi to govejo živino spraviti, da ne bo več imela vampa, ampak bo drugače predelovala. Ja, ne gre, in tem imamo pol težave, preveč se odvaja vsega. Moramo znati smiselno začeti razmišljati in žival, ki je prilagojena temu, mora delati to, žival, ki je prilagojena temu, mora delati to, kot mi, ki smo prilagojeni temu, moramo to delati. Isto, recimo, če rečemo za intenzivne nasade, tako drevja kot česarkoli, mi Alp ne moramo podreti tukaj, Alp bojo vedno tukaj, zato bomo pozebe imeli. Moramo se pa naučiti, kako recimo ena krošnja zdrži pozebo. Krošnja, ki je drugače obrezana, tudi pozebo zdrži. Seveda ni tako intenzivni nasad, ampak lahko malo kasneje režemo, recimo. A smo že prišli do tega, polno takih recimo zadev je, ki jih lahko malo poskušamo in lahko omilimo recimo take zadeve, ki se jih ne bomo znebili, dokler bomo Alpe imeli. Ko bomo Alpe porazirali, recimo dokler bomo imeli verigo od Kucla do Čavna dol, v Vipavski dolini ne bomo mogli predelovati subtropskih zadev, ker pade zrak dol v eni noči, konc vsega, kar smo mislili, da bomo tam imeli. Moramo se znati prilagajati, tega pa nočemo, zato ker pač tam citak dobimo vse plačano, če se nam je naredila škoda, država povrne, Evropska unija povrne, vsak nekaj povrne, včasih pa kmet, če se mu je naredila škoda, je propadel, konc je bilo. Če bi znali to postaviti, bi tudi znali stvari nazaj uravnotežiti, pa tega ne znamo več. In potem so stvari lažje. V naravi težko preživeti, sam če tu naravo razumeš, vedno preživiš. Tisti, ko pa ne zna narave razumeti, pa i tak propade. Pa v bistvu ni nič škode, ker nas je preveč na zemlji. Ja, sliši se kruto, ampak ja, tako je. Rekli ste nazaj uravnotežiti naravo. Doktorica Irena Bertoncelj, vi imate projekt, kjer ste, lahko rečem, obnovili travnik. Mogoče nisem rekla čisto natančno. Kakšen je ta vaš projekt, kaj ste naredili, kakšen je bil rezultat? No, to je, v bistvu je poskus. Na Krasu je pred približno 5 leti kmet se odločil, da bo površino, ki je bila recimo pred 30 leti pašnik, pa se je potem zarasla v gozd, tam je odstranil gozd in bi rad nazaj vzpostavil pašnik. Na enem delu te površine smo potem mi zastavili s kolegi iz KIS-a poskus, kjer smo preverjali, kako vpliva sejanje lokalne travne mešance iz sosednjega travnika, pa kako, kaj se bo dogajalo v letih in na površinah, kjer nismo sejali. Potem na polovici je kmet pasul večje število ovc, na drugi polovici manjše število. Skratka, poskušali smo videti, kaj se dogaja. Zdaj po 5 letih, po pravici povedano, vidimo, da bo to prvič zelo, zelo dolgoročen proces, da bo drag proces in tako kot so kolegi že omenili, definitivno se veliko bolj splača ohraniti površine, ki jih imamo, kakor pa renaturirati ali pa revitalizirati, kakor se temu reče. Bi pa še pri traviščih, sem se glih spomnila, ki je kolega Eler govoril o intenzivni pridelavi krme, pa ekstenzivna. To pa zato, ker mi je kolega dr. Jože Verbič že večkrat to poudaril in ker se glih pogovarjamo in o podnebni krizi in o biodiverzitetni krizi, pa da ne bo rekel, da se nič ne primem. V bistvu, če prideluješ krmo, kjer travo zgodaj kosiš,
je ta krma veliko energetsko ugodnejša. Take živali hitreje zrasejo, hitreje so primerne za kol in ker manj časa živijo, proizvedejo manj toplogrednih plinov. Se pravi, se v tem primeru nekako te prioritete izključujejo, ne? In je naloga odločevalcev, po mojem, kar zahtevna, ali pa tisti, ki postavljajo prioritete. Tako da ni vedno vse črno-belo, pa dobro za vse, ampak očitno se stvari tudi izključujejo. Razen, če boš kaj dodal. Tako je treba reči, da vsi mi, če imamo malo te naravovarstvene tematike, nismo za to, da bomo šli nazaj v preteklost, da bo vse ekstenzivno, a ne, to je pravzaprav zadaj so tudi vidike, ki jih je že Jože omenil, prehranska varnost in samooskrba in take stvari, ampak nek delež, kakšen pa ta delež naj bo in kako naj bo to razporejeno v pokrajini, da bo to omrežje za vrste, za katere smo tudi etično in bi rekli po konvencijah zadolženi, da jih nekako ohranimo, ne, o tem govorimo, o nekem deležu. Kako bo pa to, se pravi, ali bo vsak kmet prostovoljno ali mogu nek delež prepustiti, ne? To je pa zmeraj problem, da zadeve niso enakomerne porazdeljene. V nekih pokrajinah je že vse intenzivirano in tam ni tako zanimivo. Druge ima lahko kmetija zelo velike deleže, skoraj več kot pol ali pa skoraj vse zelo takega vrednega naravovarstvena, naprimer. In je spet pa ne fair takim kmetom potem vse obesiti, take omejujoče zahteve. Ne? Se pravi, to je zelo, potem smo že pri kmetijski politiki, kako to zregulirati, kar je skoraj debata za drugo okroglo mizo. Ja, in če smem, mislim, da prvo moramo nam priti v podzavest, ne samo do glave ali pa do ušes, ampak v podzavest, da to delamo zato, ker je to za nas dobro, ne za nekoga drugega in predvsem pa mogoče tisto, kar še nismo povedali, ne, mi se zdaj pogovarjamo, kaj narediti znotraj kmetijstva, pa znotraj teh površin, teh malo površin, kot še jih imamo, ne. Vsak dan nam pa dejansko odide ne vem koliko kvadratnih metrov, ki ga nimamo več za kmetijsko pridelavo. O tem se nismo pogovarjali, tudi ni tema današnje okrogle mize, ampak problem je, pa zelo bomo srečni, če bomo ohranili te površine in na teh površinah potem res lahko ohranili na eni strani pridelavo, zato da bomo imeli samooskrbo ali pa vsaj malo višjo samooskrbo, kot jo imamo trenutno, in pa seveda tudi ohranjali različne živalske in rastlinske vrste. Ampak to moramo najprej v naših glavah vzeti. Vsaka tista prisila ima ponavadi ravno kontraučinek. Vem zelo dobre prakse z Pribo, ko so dejansko kmetom pokazali gnezdišča, ki imajo gnezda, noben je rekel, zdaj pa ne bo več na moji njivi. Nihče, ampak so poskrbeli, da se je to potem naprej ohranilo. Pa še veliko več takšnih, bom rekla, pozitivnih primerov imamo. Če bomo pa šli v prisilo, bomo pa še to izgubili. Enako je bilo tudi v integrirani predelavi, se pravim, začela se je res z tistim entuziazmom, zato da se bo nekaj res pozitivnega naredila, politika je stvar obrnila, žal v napačno smer, zdaj gremo zopet nazaj, tako da upam, da v pravi smeri in seveda z roko v roki pridelava in ohranjanje različnih živalskih rastlinskih vrst. Le tako bomo uspeli. No. Spravim, vsakega pomalo, že prej je bilo tudi omenjeno, da prihaja do monokultur. Ne. Zdaj, če je monokultura, bom rekla, na manjši površini, to ni problem, pa če so potem kakšne mejice ali pa kakšna druga kultura zraven. Ne. Če omenim sadjarstvo, ja, je intenzivno, ampak same površine so precej, bom rekla, majhne, če pogledamo to z evropskega ali svetovnega vidika. In ne nazadnje, ja, naredili smo mreže proti toči, ker smo jih morali, ne, ampak s tem smo naredili tudi nekaj dobrega. Ne. Tista mreža proti toči je dobesedno krožnik za ostale za ptiče, ker imajo hrano. In ne bi si tega mislila, koliko več dejansko tudi ptičev je v intenzivnih nasadih, kot pa izven.
To je eno raziskavo, da je javni zavod Kozjanski park, kolega Klenovšek, tudi jaz si nisem mislila tega, no, da je temu tako, ampak ja, tudi to imamo, ne. Odlično. Vi ste želeli še nekaj pripomniti? Ja, želel sem pripomniti recimo od renaturacije travnikov. Ja, ampak kmet je bil prisiljen v istem letu, ko je naredil nov travnik tam kosita. Ne? Tega tudi danes ne znamo več. Zato je uporabil recimo seneni drobir, ki ga je imel v kozovcu noter, ne? In je šlo. To se da narediti. Mi smo recimo tukaj zraven cukrarne recimo naredili travnik iz našega travnika, iz senenega drobirja. V istem letu je cvetel, se pravi spomlad smo posejali, v istem letu je cvetel. Da se narediti, vse se da, samo je treba imeti princip, kako in vedeti, se pravi tisti enostavni management, ki je. Tega pa v današnjem času skoraj ne razumemo več in rečemo, da je to težko narediti. Vse se da, travnik mora biti v enem letu cvetoč. To je osnovno pravilo. Samo odvisno je od zemlje, odvisno je, kaj smo naredili. Včasih, recimo, danes je bogokletno reči, da bi nekaj zažgali. Pa je, civilizacija se je razvila na zažiganju, to smo pozabili. Civilizacija se je na zažiganju razvila. In ravno tako lahko to še kje uporabimo. Samo odvisno kako, ampak danes v bistvu odprtega ognja v naravi ni več dovoljeno imeti. Neumnosti delamo, ker ne znamo narave v celoti razumeti. Požari so stalnica v naravi, recimo Kalifornija more goreti, ker pač rastline niti kalijo ne tam. Avstralija more goreti, rastline ne kalijo. Samo mi smo se v te požarne zadeve naselili in pol je to katastrofa, ko govorimo o požarih v Avstraliji. Rastline ne kalijo, če ni požara. In ves tale sistem moramo mi razumeti, potem znamo stvari narediti. Tega pa težko razumemo, ker smo se preveč od narave oddaljili. Ja, doktorica Šumrada, vprašanje za vas, zakaj v bistvu ne pride do sprememb, na katere opozarja znanost? Kako pravzaprav to res vključiti v kmetijski sektor? Odlično je iztočnice ste dali. Ja, vprašanje za $1 milijon ali pa evrov. Ampak kljub temu, nekaj stvari vseeno iz družboslovnih raziskav vemo, se pravi, v čem mogoče so težave. Zdaj, prva stvar, ki bi jo morda poudarila, je, da rabimo eno, se pravi, pri reševanju velikih okoljskih problemov, kot so podnebna kriza, biodiverzitetna kriza, je zelo pomembno se izkazalo, da so ukrepi sistemski. Se pravi, sisteme pridelave hrane moramo spremeniti. Sistemsko pristopiti v bistvu k, recimo tudi, ko se o potrošnikih pogovarjamo, ki so v končni fazi seveda tudi izjemno pomemben del zgodbe, ker pač ponudba sledi povpraševanju. Torej, postaviti moramo sistem, v katerem tudi recimo, če se o potrošniku pogovarjamo, seveda po eni strani absolutno še povečati ozaveščenost. Recimo raziskave kažejo, da sploh kar se biodiverzitete tiče, je splošna javnost izredno slabo ozaveščena, da je to sploh problem, zakaj je problem, kje so ključni dejavniki, kako lahko sami prispevamo recimo k temu. In po drugi strani pa v bistvu sistemskimi ukrepi, naprimer zagotoviti, da v tisti izbiri, ki jo potrošnik ima, da je pač izbira za trajnostno lažja. Lažja oziroma privzeta izbira glede na vse ostale možnosti. To ima enaka zgodba je v prometu, kot seveda tudi, ko se pogovarjamo o recimo nakupu hrane. Zdaj, kar se kmetijstva tiče, pravzaprav tudi podobna zgodba, se pravi, glavne težave so pač na sistemski ravni. Mogoče začela bi na področju znanja. Še vedno, kljub temu, da seveda generalne študije kažejo, da imamo biodiverzitetno krizo, da prihaja do upadov biodiverzitete, imamo na recimo lokalni ravni pomanjkanje podatkov, pomanjkanje raziskav, ki onemogočajo, da bi na recimo posameznem zavarovanem območju lahko izvajali ciljne, prilagojene ukrepe in tako naprej. Se pravi, bolj ko želimo izvajati ukrepe rezultatsko, ciljno, čim bolj učinkovito porabljati omejena sredstva, ki so na voljo, tako kadrovska kot finančna, več podatkov in znanja potrebujemo. Če
tega ni, torej tudi če ni dovolj evalvacij, recimo, da razdeljujemo sredstva, pa ne vemo, a to ima kak učinek ali nima učinka, to je pač nujen predpogoj. Od tu dalje pa potem seveda sodelovanje med deležniki pri načrtovanju ukrepov in pri izvedbi. Zdaj, kar morda pozabljamo oziroma je res treba razumeti, da tukaj ni enostavnih rešitev. Se pravi, za reševanje biodiverzitetne krize ključna beseda je kompleksnost. Pri podnebni krizi je vse tako, da se da vsaj nek model postaviti pa ljudem razložiti, lejte, čez toliko više temperature ne smemo iti. Pri biodiverziteti takega modela ne moremo postaviti. Ne moremo vam kot znanost povedati, lejte, do tukaj še lahko gremo, potem bo pa problem. Ni meje, se pravi, generalno slabš, bolj kot upada, manj so sistemi stabilni, manj smo odporni, pa še etični vidik je. Tako da, kar se tiče, bom rekla, ukrepov, je pa ključna beseda, se pravi, krepitev institucij, podpornih institucij, ki lahko ukrepe izvajajo. Se pravi, če po eni strani potrebujemo znanje in dobre podatke, da lahko ukrepe zasnujemo, po drugi strani potrebujemo tudi kvalitetne institucije, da jih lahko izvajajo na terenu. Da sem malo bolj konkretna, če si zamislite en ciljen ukrep, s katerim želimo recimo varovati opraševalce v trajnih nasadih, potrebujemo se pravi najprej dobro znanje, da ga lahko zasnujemo, potem pa potrebujemo tudi svetovalno podporo kakovostno, se pravi, da pridemo do pridelovalca, da se z vsakim pridelovalcem posebej pravzaprav iščemo rešitve, ker so situacije na kmetijah zelo različne, različni sektorji, različne velikosti, nekateri, je kolega Klemen omenil, imajo v osnovi več teh habitatov ohranjeni, drugi manj, različne cilje imajo tudi kot pridelovalce in pač tukaj moramo iskati prilagojene rešitve. Veliko konfliktov se mi zdi med kmetijstvom in varstvom narave je čist nepotrebnih pravzaprav in izhajajo iz tega, da govorimo o različnih stvareh in govorimo tako generalno. Moja izkušnja vse je, recimo v projektnem delu, tako se začnemo pogovarjati o reševanju konkretne situacije na terenu na nekem območju, takrat se spustimo iz, bom rekla, ideoloških razprav na reševanje konkretnega problema in tukaj potem vodi pot naprej. Mogoče še greva kakšen korak nazaj. Kako skrbeti torej za biodiverziteto na poljih, mogoče nekaj priporočil? Kaj je tisto, kar pravzaprav deluje, kaj moramo upoštevati? Jaz bi tako mogoče razložila, tudi za splošno javnost, kako to najlažje razumeti. Biodiverzitetna kriza je malo specifična. Recimo, ne moremo je reševati z boljšo tehnologijo. Recimo, lahko pomagamo, ampak v bistvu biodiverziteta v kmetijskih ekosistemih rab 3 stvari, če bom zelo poenostavila priporočila. Eno je, da jim moramo dati dovolj prostora. Se pravi, poleg pridelovalnih površin mora biti tudi dovolj ekstenzivno rabljenih površin ali pa tako imenovanih krajinskih značilnosti, kot so mejice, mlake, neki robni deli, ki v bistvu povečujejo pestrost v krajini in te zadeve morajo biti tudi med sabo lepo povezane. Če pogledate s ptičje perspektive, da če si predstavljate eno žabo v mlaki, prezimuje v gozdu, ona more iz te mlake priti do gozda in nazaj vsako leto. Torej vmes ne sme biti nekih cest, ne smejo biti samo intenzivna, koruzna polja, ker to se pravi, da omogočimo v bistvu prehajanje organizmov. Torej, to je prva stvar. Druga stvar je pa recimo na samih pridelovalnih površinah, da zmanjšamo, bom rekla, to neposredno smrtnost organizmov, ki prihajajo v stik s kmetijsko pridelavo. To je recimo kar nekaj bilo danes omenjenega, se pravi, bodisi stiki s kmetijsko mehanizacijo, raba fitofarmacevtskih sredstev, se pravi, to so vse te
neke dejavnosti, ki so seveda nujne za kmetijsko pridelavo, se jih pa da s pametnim načrtovanjem malo omejiti, ne. Tretja oziroma zadnja zadeva, ne, ki je pa mogoče najtežja, je pa v bistvu, kako najti neke, bom rekla, trajnostne, tudi ekonomsko trajnostne, ne, pridelovalne sisteme kmetijske pridelave za območja, ki so v ekonomsko-proizvodnem smislu marginalna, ne. Teh imamo v Sloveniji zelo veliko, se pravi hribovita, suha, plitva tla, zelo kamnito in tako naprej, ne. Tukaj sodobno intenzivno kmetijsko pridelavo ne moremo prav zelo biti konkurenčni. Zelo tudi neugodni socioekonomski trendi so na teh območjih, kar nam tudi ni v interesu, da se recimo prebivalstvo odseljuje, da se zarašča, da je potem večja na primer tudi požarna ogroženost, ne, v vaseh. Torej, kako najti neke sodobne modele kmetijske pridelave, ki omogočajo kmetijam, da pač sodobno mehanizacijo obdelujejo, hkrati pa, da so dovolj odporne oziroma omogočajo recimo neko profesionalno pridelavo, ne. Se pravi, ta model malih kmetij, 5-6 hektarjev ob delu, to je pač sistem, ki se je ohranil iz, bom rekla, jugoslovanskih časov, ko so bile pač družbeno-gospodarske razmere take, da so tak model življenja omogočale. To danes ni več možno. Moramo narediti nek pravičen prehod, ne, v neke sodobne modele pridelave in najti rešitve, kot rečeno, mi Slovenci, ne, tudi za taka območja, ne, ker je seveda ne gre samo za pridelavo hrane, ampak še za celo vrsto drugih pozitivnih učinkov, ki jih pač želimo na teh podeželskih območjih zagotoviti. Mogoče samo še eno vprašanje. Kakšen vpliv pa je monokulturnih polj in ali je to recimo v Sloveniji sploh problem? Zdaj, monokulturna polja, tako bom rekla, torej pravih monokultur na tak način v Sloveniji niti zares nimamo, no, ker tudi v poljedelski pridelavi je potreben kolobar, a ne, tako da kar verjetno mislite z monokulturno pridelavo, mogoče to, da je pač krajina relativno monotona, da imamo velike površine in podobno. Imamo območja, kjer to je problem, se pravi recimo nižinska območja v Sloveniji, ponekod vsej, ne povsod, bojo verjetno potrebne določene prilagoditve. Po eni strani z vidika učinkov na biodiverziteto, pa tudi recimo na vode in tako naprej. Se pravi, imamo pač nekatera območja v Sloveniji, kjer je recimo tudi z vidika varstva voda, z vidika varstva tal, obstoječi model pridelave problem in je to treba nasloviti, ne. To ne pomeni še enkrat, da bomo zdaj pa to vse ekstenzivirali pa šli 100 let nazaj, ampak z nekim pametnim načrtovanjem omogočiti, da bo ta pridelava trajnostna, ne. Doktor Bavcon, v Botaničnem vrtu imate tudi semensko banko. Zdaj, kaj je funkcija takšnih bank? Mogoče tudi, kaj je funkcija Botaničnega vrta? Ja, funkcija vrta je ravno to, da v bistvu to, kar je tukaj, ne, mi smo lahko vroča točka Evrope, recimo, če se navežem zopet na kolega, ki je iz Nemčije bil tukaj, ko so včeraj govorili, rekel, ja, vi imate več rastlinskih vrst, kot jih ima celotna Nemčija, ne, pa smo ena majhna Slovenija. Nemčija jih ima ravno toliko, 3500 kot Slovenija, ne, to je ta prva stvar. Ne, če mi znamo to svetu prezentirati, pa pomeni, da smo malo na višjem nivoju, se malo bolj zavedamo tega, ne, ampak to pozabljamo mi. Tega, kar imamo doma, smo malo, bom rekel, čist hlapčevsko se obnašamo in to je za nas normalno in tega ne znamo ceniti. Če bi mi to znali dovolj ceniti, pa bi bili tudi sami v svetu bolj celjeni. Ti se moraš sam ceniti, drug te ne bo cenil, to je pač dejstvo. Tako da to je recimo prva zadeva in pač botanični vrtovi so bili, bom rekel, sestavni deli univerz, najstarejših univerz, ker so takrat morali rastline proučevati. Botanični vrtovi so bili verjetno raziskovalne inštitucije, da so lahko ljudi zdravili.
Se ni bilo zdravil, z rastlinami so zdravi ljudi. Tudi danes je enako. Ne? Rastlina se najprej ugotovi sestavine, potem se pa to sintetično naredi. Ne? Se pravi, funkcija ni nič drugačna. Ne? Drugač, ohranjamo, Gaussovo krivuljo. Ne? V semenski banki je treba vedno ohranjati Gaussovo krivuljo ene vrste, zato ker ne vemo, kakšno vreme bo čez 10 ali pa 20 let in recimo, če mi nimamo tega diapazona, se pravi semena nekje shranjenega, če se bo nekaj zgodilo, bomo to zgubili. Recimo enoletnica ima enoletni cikl, se pravi enoletnico ohranjati ni drugega, kot jo vsako leto sejati, če jo hočete ohranjati, če ne mikromutacijo zgubimo. Enotrajnico je malo lažje, ampak jo spet je treba imeti iz različnih koncev in funkcija botaničnih vrtov je, da v bistvu semena od tukaj ohranjamo tukaj, ker ta semena so najbolj tukaj prilagojena. In bom rekel en primer, recimo v Angliji so hoteli ponovno naseliti rdečo naglavko, iz različnih botaničnih vrtov Evrope, recimo so dobili semena, samo naša so kalila. Ker imamo zopet en klasični način pridobivanja semena. Danes se semena pridobiva na razne načine, moraš biti na vem koliko aparatur. Bistvo pa je, da je seme dozorelo. Seme, če ni dozorelo, ga lahko z aparaturami na vem kako spravite na toliko procentov vlage, samo semen kol več ne bo kalilo. In ravno s tem kolegom smo se spet pogovarjali, rekel, ja pa kako se imate samo tako, ja semena so pri nas 40 let stara, pa še vedno kalijo. Če je seme pravilno dozorelo. In tu je bistvo teh semenskih bank in bistvo vsega tega ohranjenja in botanični vrtovi imajo to tradicijo, da se to znanje prestavlja iz roda v rod. Samo danes tudi tega ni več, recimo danes greste tudi tukaj v Garden pogledati, pa vidite, kakšne neumnosti delajo. Zato, ker je prišel eden, ko si zamislil, da bo to tako delal, drugi prišel, ko si zamislil, da bo tako delal, pa so prišli nekateri mladi, ki niso imeli prenosa znanja z usti. Ni dovolj napisati. Mlademu moraš tudi pokazati, kako se pritisne, recimo, da bo tista rastlina rasla, kako se vejca odreže, recimo v sadovnjaku, da bo tako, če bo se pa on to iz knjige učil. Najboljši primer se mi je enkrat zgodil, sem bil v Strunjanu, pa je eden obrezoval, sem rekel, se vam ne zdi, da malo narobe obrezujete? Ma je rekel, se ne vem več kaj narediti. Rekel, enkrat nas peljajo dol v Italijo, reče, da je tako treba, drugič nas peljajo tja, pa nekaj vmes delam. Preveč stvari ljudem rečemo, ljudem je treba poenostavljeno povedati, da si zapomnijo, da razumejo. Se pravi, da razumemo, tle nas je malo, pa vsak je malo drugačen. Ampak to moramo mi ohranjati. In če to v semenski banki ohranimo, potem bo zmeraj vsaj eno seme kalilo. Vse semena so kaliva iz permafrosta, vemo, 30 tisoč let pa je seme še vedno vzkalilo. Se pravi, seme je v bistvu ena, bom rekel, zakladnica narave, ki je neverjetna. In če jo znamo ohraniti, se je tudi, bom rekel, koliko različnih sort smo imeli v Sloveniji, vsega. Vse to smo zgubili, ker smo rekli, da je samo tista pšenica dobra, pa samo taka ajda dobra. Mi moramo celoto ohraniti, če hočemo v bistvu imeti, da če se nekaj zgodilo, zdaj s genskim inženjeringom lahko marsikaj naredimo, samo če znamo ta genski inženjering prav uporabiti, če znamo pravi gen na pravo stran prenesti, če pa skušamo recimo kravo narediti, da bo postala mesojedec, imamo pa Creutzfeldt-Jakovo bolezen. Smo vse naredili že, vse to smo že videli, ko nismo razumeli narave. Se ta bolezen je samo zaradi tega, ker včasih so res krave hranili s kostno moko, ampak to so le kosti, ki se jih je posušilo v peči in jih je zmlelo. Potem smo začeli pa kadavre mleti in smo to začeli teličkom recimo dajati. In jaz vem, smo imeli telička že v 70 letih, ki imel to bolezen, sam noben je ni znal diagnosticirati, pa točno ta bolezen je bila, ker se je bilo treba hraniti, jih bo visalo. Ampak to smo vse znanstveno dokazali, pa ni šlo, tudi znanost se moti, zato moramo v znanosti biti dovolj kritični, da znamo stvari pravilno locirati in pravilni, bom rekel, odnos do tega imeti, da potem to lahko spravimo. Zato so, bom rekel, semenske banke res ena ogromna zakladnica. Se pravi, slišali smo, kako ohranjati rastline. Doktorica Bertoncelj, kako pa ohraniti naravo? Kaj bi naj bil naš cilj? Ohranjati naravo, se vrniti v preteklost, ohranjati to, kar je danes. Kako se pravzaprav loti tega kompleksnega problema? Ja, vprašanje za $2 milijona. Ja. Ja, se tako, kot so kolegi tudi že povedala, nekega zelo jasnega in kratkega odgovora na to ni. Znanja je po moje na voljo veliko. Zelo me veseli tudi to, da
se vedno bolj upošteva, tudi v teh rezultatskih schemah, ki jih je kolegica omenila, da se vedno bolj upošteva, da tudi znanje pri kmetih obstaja, ne, in da se sproba tudi to spodbujati, pa upoštevati njihove izkušnje, zato ker tudi te izkušnje na zelo lokalnem nivoju so po mojem zelo pomembne. Konec koncev se bo treba spuščati na nek zelo lokalen nivo, pa potem nekako usklajevati to na višjih nivojih. No. Čist nekega premočrtnega jasnega odgovora nimam zaenkrat. Neka konsenzus je, da ohranjamo naravo, kakor naj bi bila tam nekje pred 80-100 leti. Ne. Tudi s temi manj intenzivnimi praksami, tako kot se je obdelovalo kmetijske površine včasih. In tudi zato so sredstva na voljo tudi nekakšne skupne kmetijske politike, ne, bolj ekstenzivne prakse. Ampak po mojem zelo pomembno pa je tudi se zavedati, da imamo potrošniki pri temu velik vpliv, čisto vsak od nas mora jesti, čisto vsak od nas bo neko hrano zbral in da se tudi mi zavedamo, da imamo vpliv pri temu, kakšno hrano izbiramo, no? Katero hrano izbiramo. Najlepša hvala. Nekako smo dobili vsi mi sporočilo, da tudi mi lahko nekaj naredimo, vsak posameznik. Pa bi se vam zaenkrat zahvalila. Imate mogoče kako vprašanje še v publiki? Mogoče bi vas vprašala gospod Metko Podina. No? Kakšna je, vi ste rekli, da recimo večina sadjarstva v Sloveniji je integrirana. Kakšna je pa razlika med integriranim in konvencionalnim? Ste rekli, da konvencionalnega praktično ni več. In kakšna je razlika integriranega in ekološkega? Mislim, a druge države poznajo ta integriran način pridelave ali je to pač posebnost Slovenije? Ne, absolutno to ni posebnost Slovenije. Dejansko tudi mi nismo bili ta prvi na svetu, ki smo začeli z integrirano pridelavo, ampak smo nekako se začeli tudi pri naših sosedih učiti z integrirano pridelavo. Zdaj, razlika, zakaj je temu tako, zakaj dejansko praktično imamo vse v integrirani pridelavi, ne. Dobršen del te integrirane pridelave predstavlja tudi integrirano varstvo, ne. To ni ena in ista zahteva. In dejansko praktično sredstva, ki so na voljo in jih lahko uporabljamo, so bistveno drugačna, kot so bila pa, ne vem, pred 30 leti oziroma tisto, kar imamo na voljo za to, da lahko uspešno ohranimo naše rastline zdrave. Tako da tudi zaradi tega ni več. Ne. Drugo, kar je, so zahteve. Ne. Od, recimo, če pogledam čisto v sadjarstvo, kje, na katere površine, kako napraviti nasad. To so vse zahteve, ki so drugačne pri integrirani predelavi. Tudi zbiramo sorte, ki naj bi bile odporne ali pa vsaj manj občutljive. Sadimo jih na prevetrene lege, zato da imamo manj problemov z bolezni. Vse te stvari moramo mi upoštevati že pri integrirani pridelavi. Kar se pa tiče razlike med integrirano in ekološko pridelavo, je pa vse, kar se tiče sadjarstva, prihaja, če je bilo prej takole narazen, je tole že zdaj takole skupaj. Praktično so razlike, seveda, tudi recimo v dovoljenih sredstvih ali pa v dovoljenih gnojilih, ki jih lahko uporabljamo v ekološkem sadjarstvu ali pa v integriranem sadjarstvu. Recimo mineralna gnojila v ekološkem sadjarstvu ne smemo uporabljati. Ne. So pa sredstva, kot je recimo baker, žveplo, imamo dovoljeno v ekološki predelavi, imamo dovoljeno v integrirani predelavi. Metod zatiranja škodljivcev se uporabljamo enake metode v ekološki in v integrirani pridelavi. Tako da v Sloveniji je dejansko integrirana in ekološka pridelava že zelo blizu skupaj. Še vedno je razlika, to je, ampak ta razlika je zelo majhna. Še kakšno vprašanje? Lahko čisto malo počakate na mikrofon, da se bomo lažje slišali. Okay. Ne vem, če dela. Okay. Moje vprašanje, čeprav mislim, da nihče od gostov ni iz policy ali pa politike, ekonomije, kakorkoli, ampak
Torej, sprašujem bolj za mnenje. Kaj mislite, kako je slovenska politika, razni načrti, kako naklonjeni so ekstenzivnemu kmetijstvu nasploh? Torej, ali je dovolj narejeno? Mogoče doktorica Šumrada, vi? Ja, hvala za vprašanje. Tako bom rekla, da pristopim na bolj akademski način k temu odgovoru. No. Se pravi, imamo ena od načinov evalvacije tega, kar ste vprašali, ne, je v bistvu, da analiziramo, koliko je recimo biodiverzitetna politika uspešno integrirana v kmetijsko. Ne. Tovrstne analize smo recimo v Sloveniji delali za recimo prejšnjo programsko obdobje, konkretno za biodiverzitetno politiko oziroma biodiverzitetne cilje. Zdaj rezultati so bili, da seveda te cilji se vključujejo tudi vedno bolj, ne, se pravi, kar se skupne kmetijske politike konkretno tiče, tako na evropski kot na slovenski ravni, ne, ker potem to prehaja na nacionalne ravni, se vključevanje teh okoljskih tem povečuje, vendar pa je problem potem pri operacionalizaciji tega, se pravi, ko poskušamo, bom rekla, iz prepoznavanja problema preideti v to, da v bistvu uspešno ukrepamo. Ne. Tukaj pa so še vedno problemi, recimo ključni so določitev jasnih ciljev, ne, se pravi, če zapišete v programski dokument kot država, da bomo prispevali k ohranjanju biodiverzitete, to lahko potem ocenimo zelo različno. Ne. Lahko je to, se strinjamo, da je ali pa da ni. Zdaj, če damo bolj kvantificiramo cilje, bolj natančno opredelimo, potem je to čist drug način načrtovanja. Ne. Potem druga težava je pa tudi čist, bom rekla, potem na ravni ukrepov. Zdaj, kar je težava v vseh javnih politikah, je, da se zelo, da je taka utirjenost, se temu reče, ne, se pravi, da zelo sledimo pač nekemu modelu z minimalnimi spremembami, ne, kar je v takih primerih pač problem. Ne, tako da recimo velikokrat se tudi pri načrtovanju ukrepov v bistvu privzame, imamo obstoječe ukrepe, želimo jih nadaljevati, ne. Zdaj se pa samo zmenimo, a bi mogoče kaj še spremenili ali pa mogoče malo imena se popravi, a ne, recimo zadnja reforma skupne kmetijske politike, bolj ali manj imena se je spremenili iz teh ukrepov, prav neke res velike spremembe, no, vse na ravni instrumentov, ki so na voljo, pa pravzaprav ni bilo, ne, pustimo zdaj malenkosti, ampak ne, konceptualno ostajamo na podobnem. Tretja stvar, pa ki sem že omenila, ne, se pravi pomanjkanje evalvacij še vedno in vključevanje tega v potem naslednji cikel politike, ne, se pravi vsakih 7 let, ko se pripravlja nove programske dokumente, ali pravočasno in dovolj upoštevamo dosedanje rezultate, ne, pri postavljanju naslednjih ciljev in ukrepov. In tukaj absolutno je problem ne samo v Sloveniji, ampak tudi v drugih državah. Tako da ja, odgovor na vaše vprašanje, če povzamem, je ja, se vključuje, vendar premalo uspešno, da bi imela zadeva učinek, ki si ga želimo. Ja. Doktor Bovcon, vi še želite nekaj dodati? Ja, ker je ravno to, kar je kolegica vprašala. Mogoče se še spomnimo, na začetku te vlade so bili dani ukrepi, kako bojo travniki, kdaj se bojo kosili, zelo pozno se bojo kosili, kako se nobene njive ne bo smelo preorati. Kaj smo naredili? Kmete smo spravili v revolt, v resnici bili pa ukrepi totalno neumni, ker vi ne morete reči, ta travnik se je tukaj kosil, ob tem kmetje so vedeli, kdaj se kjer travnik, kde ostane suh, kosi.
Danes pa tega ne vemo več in zato ne morete vi postavljati mejnikov v datumih, ker je na Krasu povsem drugače, kot je v alpskem svetu, ker je tle v Ljubljani povsem drugače. In to je politika rekla, kmetje so bili revolt in v bistvu namesto, da bi do kmetov prišli, da bi na mehko tole ravnali, ker bi se dalo, a ne, če bi se s kmeti pogovarjali, smo jih spravili nasproti naravovarstvu. Neumnosti smo naredili, a ne. Naravovarstvo mora pogovarjati se s temi ljudmi in iti tja in vprašati tistega kmeta, zakaj ti travnik tak, kako ga je obdeloval. A ne, kot so kolegi recimo iz Mariborske univerze predlagali cvetoči travnik, fotkaš, pogledaš in veš, vsak pozna določene barve in se stvari že naredijo. Zdaj smo pa ravno ukrep naredili in revolt je bil, pa smo pozabili. 2-3 leta nazaj se je to zgodilo. Vsi mediji se o tem poročali, če se spomnite za nazaj. In če lahko dodam, zelo zmotno je mišljenje takole v naši družbi, kaj je ekstenzivno kmetijstvo. Ekstenzivno kmetijstvo ni, da imaš travnik, imaš njivo, imaš nasad, prideš 1. januarja ga pogledaš, pa prideš 31.12. ga spet pogledaš. To ni ekstenzivno kmetijstvo. In vso to ohranjanje biodiverzitete, prilagajanje podnebnim spremembam, to je intenzivno kmetijstvo. Z intenzivnimi ukrepi bomo to uspeli ohraniti. Ne pa tako, kako smo dobili, pustiti, pa nič narediti, pa smo ohranili. Na ta način nismo ohranili. Ker trajno pomeni tisto, kar smo dobili od naših staršev, od naših starih staršev, vzdržujmo in predajmo naslednjim rodovom vsaj enako dobro. Vsaj enako dobra tla. Ja? In pa predvsem prenesimo tisto znanje, ki ga imamo. Včasih so tudi vedeli, da če je plazovito, da tam pač ne smejo hiše narediti. In je bilo, ne vem, 100 kvadratov, kjer nikoli ni bilo plazu in so tam naredili hišo. Mi pa pridemo zdaj v eno okolje, ne poznamo okolja, tako kot je Jože prerekel, in začnemo izvajati ene ukrepe. Prisilno izvajati ukrepe. Žal, tako ne bomo dosegli želenih ciljev. Hvala lepa. Jaz bi zdaj, slišali smo res veliko takih misli, ki si jih moramo zapomniti, ampak bi še vseeno vsakega od vas prosila za en kratek stavek, kot za neko sporočilo za domov, za nas, ki smo vas poslušali. Recimo, če začnem sama, kar sem si jaz zapomnila od vas vseh je, tudi mi imamo vpliv na kmetijstvo nazaj. To, kar mi kupimo, kako se mi odločimo, ima vpliv, čeprav se nam mogoče zdi, da ga niti nima. Pa bi začela pri vas, dr. Bavcon, in potem gremo do vas, da sklenemo ta krog. Ja, čisto preprosto, lahko recimo, da naredimo en pisan nasad na okenski polici, lahko pustimo en otok namesto angleške trate na svojem vrtičku ali pa pred trgovino, pa bomo največ pokazali, da imamo radi kmetijstvo. Doktorica Bertoncelj. Ja, zanimivo tudi, jaz sem razmišljala v tej smeri. Lotite se zelo lokalno, pa sezonsko probite sami pridelati kaj hrane, zato da bo sezonska pa lokalna, pa da boste videli, koliko je težko. Dober nasvet, dr. Eler. Nisem proti tem ukrepom, ne sme pa to biti kot nek moralni odpustek, ki sem naredil eno tengelc na okno, pa bo vse rešeno. Se pravi, so tudi sistemski ukrepi in veliko debate, veliko pravega komuniciranja tudi z javnostmi. Odlično, doktorica Šumrada. Ja, ko smo ravno pravzaprav imamo ta teden na univerzi komuniciranja znanosti z javnostjo, pa glede na to temo bi pravzaprav moje sporočilo bi bilo mogoče sodelavcem na univerzi, pa tudi študentom in našim bodočim študentom. Kmetijstvo, pridelava hrane in reševanje okoljskih kriz so med najbolj pomembnimi v bistvu izzivi našega časa. Rabimo vsakega, tako da ne glede na področje ali pa zanimanje, mislim, da kot univerza in zlasti recimo tudi naši študenti ali pa bodoči študentje, razmislite recimo, kje bi lahko prispevali, kako s svojim znanjem in potem tudi s profesionalnim delom. Profesorica Hudina.
prisluhnimo drug drugemu in z majhnimi koraki bomo daleč prišli. Najlepša hvala. Najlepša hvala profesorica Metka Hodina, doktorica Tanja Šumrada, profesor Klemen Eler in doktorica Irena Bertoncelj in doktor Jože Bavcon za vaše misli, za vaše odgovore na vprašanja in najlepša hvala tudi vam za vašo pozornost.